Danes v novicah med drugim v Škocjanu o romski problematiki. Število obolelih za demenco narašča. Metliško društvo invalidov z Novo Klančino. Lepo pozdravljeni. Znova začenjamo z romsko problematiko. Medresorska delovna skupina za njeno obravnavo se je danes sestala v Škocjanskem kulturnem centru. Predstavniki pristojnih ministrstev, Generalne policijske uprave, Sveta romske skupnosti in župani, kasneje pa so se jim pridružili še člani lokalne komisije za reševanje romske problematike, so pretresali nujno potrebne korake za korenito in dolgoročno izboljšanje v zadnjem času vse bolj nevzdržnih razmer v jugovzhodni Sloveniji. Pred sejo delovne skupine so na perečo romsko problematiko, ki je, kot pravijo, dosegla sploh najnižji nivo, in ignoranco vlade z mirnim protestnim shodom opozorili v združenih civilnih iniciativah. Vkolikor vlada ne bo prisluhnila, to je zgolj začetek, to je napoved vstaje jugovzhodnega dela Slovenije, kajti resnično smo na najnižji točki odnosov. Skratka, stanje je kaotično in temu je dovolj. V združenih civilnih iniciativah v Škocjanu se je tokrat zbralo okrog 150 članov, številni so bili opremljeni s povednimi transparenti, so odločeni vztrajati na tej poti. V preteklosti je bilo nemalo sestankov, pa obljub, pa pričakovanj, da bo zadeve se rešile. Danes ne bomo več čakali, očitno bomo z protestnimi shodi, širšimi dejanji morali prisiliti vlado, da nam prisluhne. Po skupnem sestanku vladne delovne skupine in občinske komisije za reševanje romske problematike je pred kamero prvi stopil predstavnik Sveta romske skupnosti, ki meni, da bi se za konkretizacijo ukrepov delovna skupina morala večkrat sestati z lokalno skupnostjo. Tisto, kar mene v jugovzhodnem delu moti, je pa to, da nimamo, tudi Svet romske skupnosti, nima ze strani romske skupnosti primerne sogovornike. Na potrebo po sodelovanju Romov je opozoril tudi škocjanski občinski svetnik Aleš Ucman. Da najdemo čim bolj ustrezne rešitve, dolgoročne rešitve, zato da mi to problematiko uspemo, oziroma to krivuljo uspemo dvigati in spremeniti. Zato bodo, dodaja, potrebne predvsem zakonske spremembe. Ker samo zakonske spremembe bodo prinesle dolgoročno do sprememb na terenu. Vesel sem danes, da je predvsem Ministrstvo za pravosodje napovedalo spremembo kar nekaj zakonov, da šolstvo že dela na spremembi zakonodaje, da notranje ministrstvo pač išče neke rešitve. Kljub temu še vedno niso zadovoljni. Ker mi iz terena si želimo konkretizacije. Časovnica govori se o letošnjem letu, se pravi, da bomo imeli zadeve v parlamentu že v novembru, decembru, januarju. Predsednica medresorske delovne skupine glede zakonodajnih sprememb poudarja, da morajo biti te pravno vzdržne. Nekih rokohitrskih ukrepov, ki so mogoče tako na prvi pogled učinkoviti, ampak ne bodo šli skozi sistem, to je pravzaprav nesmiselno, da s takimi ukrepi gremo, bom rekla, na nek način z glavo skozi zid. Da morajo odgovornost za zakonske spremembe prevzeti odločevalci, pa je ob koncu izpostavil škocjanski župan. Zdaj, ali bo ta politična volja ali ne bo, jaz težko v dani situaciji. Skozi razpravo v parlamentu, da gre to za posamezne primere, da sistem dobro funkcionira, ampak vemo, da temu ni tako. Če bi bilo drugače, se ne bi danes sestajali. Na sestanku so sicer ustanovili tudi posebno delovno podskupino za reševanje varnostne tematike.
Ob letošnjem svetovnem dnevu preprečevanja samomora in duševnega zdravja so na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina v sodelovanju z novomeško enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje gostili regijski posvet z medresorskim sodelovanjem do boljšega duševnega zdravja. Gre za zelo pereč zdravstveni in družbeni izziv, pri katerem brez sodelovanja ne bo šlo, so se strinjali udeleženci. Ozaveščanje in krepitev duševnega zdravja sta v zadnjih letih deležna vse več pozornosti. Pozitivne korake smo naredili v zdravstvu, šolstvu, sociali in drugod. A ostaja še veliko izzivov, pri čemer sta bistvena medresorsko povezovanje in sodelovanje, so poudarili na srečanju. Po eni strani s tem tudi sebi olajšamo delo, ko delamo z ljudmi, predvsem pa gre tukaj za to, da ljudem omogočimo hitrejšo, boljšo obravnavo. Se pravi, točno to, kar ste omenila. S tem, ker se povezujemo, lahko ogromno nadoknadimo in pospešimo tudi stvari. Ena sama inštitucija tega ne more izvesti v celoti. Duševno zdravje se, kot vemo, začne že pri vzgoji, šolstvu, obdobju odraščanja, delovnem okolju in absolutno vpliva na delovanje in produktivnost osebe tekom celega življenja. Nacionalni inštitut za javno zdravje je na področju duševnega zdravja predvsem v preventivni vlogi. Med drugim so izpostavili nacionalni program Mira, ki prednostno zajema različna področja. Po eni strani je mreža služb, po drugi strani tudi ustrezno izobraževanje kadra, potem se ukvarja tudi z alkoholno, samomorilno problematiko, ki je v našem prostoru zelo prisotna. Duševno stanje prebivalstva v jugovzhodni regiji je zaskrbljujoče, smo slišali na posvetu. Jugovzhodna regija ima veliko potreb na področju duševnega zdravja, številne med njimi niso naslovljene na ustrezen način. Dostop do pomoči bi moral biti tukaj, tako kot drugje, čim bolj neposreden, brez čakanja, posebej za otroke in mladostnike, pa tudi za starejše. Z vsemi skupinami ljudi na področju duševnega zdravja delajo tudi na Centru za socialno delo. Tukaj se vključim, kadar me psihiatrična bolnišnica obvesti, da je nekdo na zdravljenju oziroma da zaključuje zdravljenje in potrebuje to podporo celostno pri urejanju raznih stvari v življenju na področju ali stanovanjske problematike, ali glede zaposlitve, vključitve v skupnost. Potrebe so velike, kadra na tem področju bistveno primanjkuje, a se trudijo po svojih močeh, je povedala Irena Kralj. S področjem duševnega zdravja se srečujemo na čisto vseh področjih dela na centru. Tudi na transferjih, na področju mladostnikov, varstva odraslih in varstva koristi otrok in družine. Največji izziv ta hip je delo z mladostniki, ki se soočajo z vse večjimi stiskami, je dodala. Zato je pri pomoči njim ključno sodelovanje različnih ustanov. Sedaj pa o demenci, ki ni naravni pojav starosti, ampak bolezen možganov. V Sloveniji je obolelih s to boleznijo vse več. Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence, zaznamujemo 21. septembra. Alzheimerjeva bolezen prizadene možgane, kar vpliva na posameznikove motnje spomina, spremembe v razpoloženju in vedenju, težave z mišljenjem ali govorom. Na naraščajočo demenco so v društvu Spominčica opozorili na nedavnem dnevu odprtih vrat novomeške bolnišnice. Lahko rečemo za Slovenijo, da je vsak četrta oseba starejša od nekje 50 let že ima prve znake z demence. Moram pa reči, da je po zadnjih ocenah nekje 47.000 oseb z demenco v Sloveniji. Vsaka oseba pa veže nase še družino. Moja mama je kar dobrih 5 let imela to bolezen in moram reči, da je to za družino, za svojce zelo, zelo naporno. Marsikdo si na začetku težko prizna ali dejansko ne prepozna, da gre za demenco. Se izgovarjamo na to, da vsi pozabljamo, vendar to napreduje zelo hitro in žal konec tega je zelo krut. Porast obolenj z demenco je povezan predvsem s hitrim staranjem družbe.
Pri starejših od 65 let je stopnja tveganja za pojav bolezni 5-odstotna, pri starejših od 85 let pa kar 30-odstotna. Razlogov je več, kar nekaj 8, to je predvsem slog življenja, neaktivno življenje, brez branja, brez nekega umskega dela, brez sprehodov, pač alkohol, potem je tudi slab zrak, preutrujenost. Da lahko pravočasno poiščemo pomoč, pa je pomembno predvsem prepoznavanje zgodnjih znakov bolezni. Oboleli Razmišlja o tem, kaj bo rekel, to se pravi, zgubi ta dar povezanega govora, ne povezuje več stavkov, vse ponavlja v besedah, potem tudi se večkrat vpraša eno in isto stvar. Saj na začetku se da veliko narediti, tudi mi smo z mamo veliko delali, brali, potem ona je imela rada računalniške igrice, smo tudi to veliko se z njo igrali. Marsikaj je povezano s starostjo, pri demenci pa propada kognitivni del možganov. Z nekaterimi zdravili je možno upočasniti napredovanje bolezni. Od skrbi za zdravje pa k mobilnosti. Ob Evropskem tednu mobilnosti potekajo v številnih občinah različni dogodki, ki spodbujajo trajnostne načine mobilnosti. V Metliki so za večjo mobilnost poskrbeli tudi v Društvu invalidov. Občina Metlika je poskrbela za ureditev nujne klančine na vhodu v nove prostore Metliškega društva. Zagotovili smo jo v okviru sredstev za Evropski teden mobilnosti. Kot vemo, so ovire, ki so na poti gibalno oviranim, izredno velike. Društvo invalidov Metlika si je svoje prostore ustvarilo v stavbi za menoj in na njihovo prošnjo oziroma željo smo jih iz sredstev temu namenjeno njihovo pridobitev omogočili. Zelo zadovoljen. Rad bi se zahvalil občini Metlika, da so nam omogočili napraviti to plačino, ker imamo tudi invalida v vozičku, na lažji dostop do samega društva. S pridobitvijo širijo sporočilo tega pomembnega tedna. Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti je udoben prostor bivanja za vse in s tem samo sledimo temu sloganu. Mogoče je to en majhen korak, ampak za vse tiste, ki to vrstno pomoč potrebujejo, prav gotovo velik. V novo stavbo so se metliški invalidi vselili nedavno. Malo manjše so prostori, kot so bili prej, ampak so pa boljši. Imamo pisarno, imamo eno sobo za šport, za sestanke, arhiv pa WC. Vse je zelo dobrodošlo za društvo, ki vključno s podporniki šteje okrog 480 članov. Smo pa zelo dovoljni, ker kar nekaj novih članov smo dobili. Pa se tu vsako sredo imamo klepetalnico, imajo naše ženske ob kavi, ob čaju. Malo klepetajo, to vsako sredo in to je to. Glavno skozi se nekaj dogaja. Zelo so aktivni na različnih področjih. Imamo razne delavnice, imamo izlete, imamo kopanje vsak teden, ker je sezona, gremo v Mjevice, da smo šli, ne vem koliko smo šli, vsako četrtek gremo. Imamo delavnice, imamo razne prireditve, zdaj bomo imeli prva prireditev, velika bo 3. december, Mednarodni dan invalidov. Pri delovanju pa jih ob dobri volji njihova zmanjšana mobilnost ne ovira kaj dosti. Za konec pa o štirinožnih prijateljih, ki pa so lahko več kot to. V času vojn so psi opravljali različne naloge, tako na frontah kot v zaledju. Preživele pod ruševinami so z reševalnimi psi prvič iskali po bombnih napadih ob koncu II. Svetovne vojne. Sicer pa v Sloveniji štejemo leto 1952 za začetek šolanja reševalnih psov. Prvi organizirani tečaj za reševalne pse in njihove vodnike je bil lavinski tečaj. Takrat so se pridobivali izkušnje, predvsem so pobirali izkušnje iz teh švicarskih Alp. Švicari so že pred tem časom organizirali, šolali reševalne pse za iskanje ljudi izpod snežnih plazovin. Potem pa v 70. letih so se te tečaji nadaljevali. Prvo bolj resno iskanje za izgubljenimi osebami v ruševinah sega v 80. leta prejšnjega stoletja. Dejansko se tudi danes reševalni psi zelo izkažejo. V Sloveniji imamo največ iskalnih akcij pogrešenih v naravnem okolju.
Nekje na letnem nivoju in državnem je 60 do 80 iskalnih akcij. Na Dolenjskem smo jih imeli nekaj let nazaj največ 24. V kar 60% reševalni psi na koncu najdejo izgubljeno osebo. Kakšne pa so odlike dobrega reševalnega psa? Radoživ, veselje do dela mora pač biti v teh plenskih nagonih močan. Se pravi, mora imeti neko motivacijo do dela. Predavanje o vlogi reševalnih psov pri iskanju pogrešanih so pripravili v Dolenjskem muzeju ob razstavi In novo mesto, nemško bombardiranje, ruševine, obnova, avtorice Marjete Bregar. Je dejansko namenjena domačinom, se pravi Novomeščanom, okoličanom, da se poglobijo v to obdobje druge svetovne vojne, da še doma pač pogledajo ali hranijo kakšno gradivo na to obdobje. Tudi to je pomembno, da se ohrani za naše zanamce. Ob tem ne smemo pozabiti tudi na dejstvo, da so med vojno številni izgubili svoje ljubljenčke, tudi pse, in jih je to močno prizadelo. Od leta 2022 pa je Dolenjski muzej tudi psom dostopen in prijazen muzej. Naj bo vam prijazen tudi preostanek večera, mi pa se znova srečamo jutri. Nasvidenje.